Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Kakor slišite v mojem glasu, nisem najbolj zdrava oziroma mečken sem hripava, ampak ne glede na to sem se odločila danes posneti tale video, kjer bom odgovarjala na vaše vprašanja, ki ste mi jih zastavili v inbox na Instagramu in se tičejo YouTubea, snemanja videov, kako začeti, s kakšno opremo začeti oziroma snemati in tako naprej. Tako da po moje najboljše, da skočimo kar direkt v video, da dobite svoje odgovore. Zdaj, prvo vprašanje, ki se je v bistvu najbolj ponovilo, je kako sploh začeti. Zdaj tako, moja zgodba je mogoče malenkost drugačna kot vse ostale, sploh zaradi tega, ker sem jaz svoje videe začela najprej objavljati na svoji Facebook strani in sem potem po ene slabe pol leta prešaltala na YouTube. To pa zaradi tega, ker sem dobivala vedno več vprašanj, zakaj ne dajem na YouTube svoje videe, zakaj jih pač omejujem samo na Facebook page, kjer jih večinoma vidijo samo tisti, ki so pač lajkali mojo stran. Na YouTubeu je pa pač enostavno večja množica ljudi, več dosega imaš in več ljudi te lahko gleda, no, praktično, če lahko poenostavim. Tako da ja, kako začeti? Najprej seveda je fajn imeti neko opremo. Zdaj, za začetke ni treba imeti neke konkretne svetlobe oziroma, bom rekla, studijskih luči, tako kot imam jaz tukaj dva softboxa, pred mano je ena okrogla luč oziroma ring light. In pa ne rabite imeti nekega blazno dragega fotoaparata, s katerim bi se snemali. Dovolj je že, če imate pametni telefon, iPhone-i imajo, sploh te zadnje verzije, imajo noro dobre sprednje kamere, oziroma ne sprednje, te zadnje iz te strani gledano. Ampak morate pa vedeti, da boljša kot bo svetloba v vaših videih, boljša kot bo oprema, boljši bojo seveda videi. Druga stvar, kako se lotiti, je seveda, da si narediš plan. Zdaj tako, če se hočete resno s tem ukvarjati, oziroma jaz sem začela iz hobija in sem se pač odločila, da bom posnela en video na teden, zaradi tega, ker sem pač hotela imeti neko konsistenco, hotela sem redno, oziroma da bi se moji gledalci navadili na nek urnik objav, če lahko temu tako rečem. Tako da sem takrat na začetku vedno objavila en video na teden in to je bilo v nedeljo zvečer. Potem, ko sem začela na YouTubeu objavljati, sem se odločila, da bom začela objavljati pač 2 videa na teden in do zdaj, do te točke, do danes, je pri tem ostalo, tako da objavljam vsako sredo in pa soboto pozno popoldne oziroma zvečer med 6, 7 do tam nekje pol 9 zvečer. Zdaj pa, da se vrnem nazaj k planiranju objav oziroma snemanju videov, morate vedeti, da za video, ki bo na koncu mogoče dolg 5, 10, 15 minut, boste vi mogli posneti veliko več minut materijala. Jaz povprečno, ko snemam uro pa pol do 2 max, če je to pač nek tak video, kakor ga zdaj vidite. Torej jaz take videe snimam uro pa pol do 2 ure in potem je tukaj seveda še montaža videa, o kateri bom pa mečkam kasneje še povedala malo več. Torej ja, splanirati si morate, kdaj boste snimali, kaj boste posneli, kaj boste povedali, kako boste sceno za sabo, če pač ne želite imeti belega ozadja, kako boste to postavili. Tako da nek plan okviren morate imeti, je pa seveda res, da pač ni nujno, je pa to stvar, ki bo definitivno pripomogla k kvaliteti vašega videa. Tako da ja, vse, kar v bistvu morate narediti, da začnete z YouTubeom, je, da si postavite svoj lasten kanal, da veste, o čem boste snemali oziroma o čem boste govorili, ko se boste snemali in v bistvu, da ste pač to, kar ste in probate narediti čim več iz tega, kar lahko ponudite gledalcem, ki vas bojo gledali. Drugo vprašanje, ki je bilo najbolj pogosto in mi ga je med drugim postavila tudi Hana, je, s katero aplikacijo urejaš videe. Zdaj tako, jaz sem si, kako bi rekla, mislim, da lani, ko sem si kupila nov računalnik oziroma novega laptopa, sem se odločila, da ne bom več uporabljala iMovie programa, ki pač pride na Applovih napravah, ampak sem začela uporabljati Final Cut Pro. To je program, ki je nadgradnja, bi jaz temu rekla, pač mečkam bolj profesionalen program. S tem, da program stane nekje 300 evrov, če se ne motim.
Tako da mogoče probite na začetku, jaz sem tudi na začetku začela z iMoviem, ki je, kot sem rekla, pride že na napravah Apple, tudi na telefonih ga imate že lahko, tako da sploh ni panike. Za Windows sistem mislim, da obstaja Windows Movie Maker pa nek Adobe Premiere ali nekaj takega. Tako da nisem toliko vešča oziroma ne poznam toliko teh programov, ki so za Windowse. Vse pač, kar morate narediti, je, da program spoznate, da probate kakšen video za foro samo urediti noter, da vidite sploh, kje funkcije ima, kje so te funkcije. Naslednje vprašanje je postavila Neža. Njo je pa zanimalo, ali je dolgo časa trajalo, da si začela biti uspešna oziroma da si se zares spustila v to. Zdaj tako, jaz sem se v bistvu že takoj na začetku odločila, še preden sem v bistvu na YouTube začela objavljati, da bom pač enkrat na teden, vsak teden video gor dala. Nima veze, a sem imela cel teden fraj, a sem cel teden delala oziroma bila na faksu, nisem imela časa, video je mogel biti posnet in objavljen. To je ena izmed stvari, ki jo od Sonje, moje prijateljice, ki jo itak že verjetno poznate, dostikrat slišam, da je pri meni opazila to, da pač ne pusti, da mi karkoli pride vmes, da video ne bi šel na določen dan, ko pač mora iti gor, da ga pač ne bi bilo. Jaz, recimo danes je iskreno, danes je sobota, od celega tedna sem noro utrujena, ampak ker mora iti jutri oziroma danes v nedeljo, ko vi ta video gledate, pač ta video gor, sem se usedla, ura je 7 zvečer in pač začela snemati ta video. Druge ni. Tudi včasih snemam ob 10 zvečer, če je treba, pač video mora biti gor. In to je ena taka stvar, ki se mi zdi, da moraš kar na začetku že odločiti, če hočeš, da kadarkoli YouTube postane malo bolj resen. Vsekakor pa sem se v bistvu že takoj na začetku odločila, da ga vzamem za res, da se pač lotam tega 100% in ne neki na pol, ker enostavno nisem tak človek, da bi se lotila nekih zadev, ki drugače vzamajo ogromno časa in jih pač delala na pol sam zato, da jih naredim. Meni se to ne zdi smiselno, tako da kar se mene tiče, jaz sem jih že takoj na začetku vzela za res, delam pa videe, zdaj mislim, da že eno leto pa december, januar, februar, marc, pa 4 mesece. Začela sem v bistvu lani decembra, konc decembra, no, bolj resno pa potem lani, to se pravi junija 2017 ali začetek julija 2017, ko sem si odprla ta YouTube kanal in začela objavljati tudi videe, kjer govorim, vam kaj povem. Predtem sem v bistvu snemala samo make-up tutoriale, kjer je bila v ozadju samo muska, vi ste pa pač gledali, kako se jaz namažem. Kako so reagirali na to tvoji najbližji in kako se pripravljaš za snemanje, plus kako poteka editiranje? Torej, prvo vprašanje pri Sari, kako so reagirali tvoji najljubši? V bistvu moja družina in moji najbližji niso bili nič kaj preveč, kako bi rekla, zgroženi ali pa da bi rekli, ojoj, kaj pa zdaj boš pa v javnost se dala, zdaj pa bojo vsi te videli, gor dol. Pač enostavno so sprejeli to normalno, kot vsaka družina, se mi zdi, da niso delali nekega big deala iz vsega tega, no. Klemen je itak pač moja največja podpora, no. Verjame vame, vedno mi pusti v bistvu, če rabim tišino in mir tukaj za snemanje, ne vem, gre on ven iz stanovanja ali pa recimo si da slušalke in proba biti tiho kot miška, ne, če je tukaj z mano v sobi. Tako da ja, no, v bistvu ni bilo nekega takega negativnega feedbacka od njih. Se mi zdi, da v bistvu sem dobila sam pozitiven feedback od mojih najbližjih pa pač družine in me podpirajo pri tem, kar počnem. Kako se pripravljam za snemanje? Za snemanje v bistvu se pripravim tako, da recimo, zdaj to so ekstremi, ampak danes sem si mogla lase umiti, ker so bili že grozni, da so pač lepi za na kamero. Ne se hecam. Kako se dejansko pripravim na video? To zgleda nekako tako, da se začne v bistvu že pri planiranju, kaj si želim posneti oziroma kaj želim v naslednji objavi pač dati na YouTube. Če je to recimo nek izziv, potem probam najti čim bolj zanimive izzive, se razmislim v bistvu, kako bi ga posnela, s kom bi ga posnela, a rabam kakršnekoli pripomočke, dodatke, pač da lahko izvedem ta izziv in tako naprej.
in potem seveda vse to priskrbim, torej če rabim imeti še nekoga poleg sebe, vprašam Klemna, Sonjo, Nejca, sestro, brata, kogarkoli, pač nekoga probam dobiti, da bo z mano v videu. Če ne, je itak najlažje, ker sem potem odvisna sama od sebe in se lahko v bistvu samo usedem pred kamero in začnem snemati. Potem seveda so tukaj še pripomočki in pa recimo, če je to make-up tutorial, moram razmisliti, kakšen make-up tutorial želim posneti. Pa dejansko se usedem pred kamero in začnem snemati. A ja, da ne pozabim, moje luči, ki sem jih že prej omenila, torej 2 softboxa na vsaki strani in pa pred mano ta ring light, vedno znova jih postavim in potem po koncu snemanja pospravim. Tako da v bistvu boste vedeli, da tudi to nekaj časa vzame, seveda imam to zdaj že, ko sem zverzirana in pač že na pamet vem, kako jih postaviti, kako jih usmeriti, kam jih dati točno. Imam to jaz narejeno v 10-15 minutkah, ampak še vedno pač to nekaj časa vzame, tako da to tudi še spada v pripravo pred snemanjem. Kako pa poteka editiranje? Tako čisto realna slika. Jaz ponavadi ležim na kavču, vzamem svoj laptop oziroma prenosni računalnik, na katerem je ta moj program za editiranje in se pač lotam editiranja. Včasih imam video narejen v 45 minutah ali pa recimo 1 urci, včasih, sicer v redkih primerih, no, lahko pa pač editiranje vzame tudi 4 ure, 5 ur sem tudi že delala, sicer je bilo to s starim računalnikom in programom, ki me je takrat kar precej zafrkaval, no, tako požrl mi je kar precej živcev, bom tako rekla. Hiter je lahko narejen, seveda pa pač morate biti zverzirani, jaz že točno vem, kjere prehode oziroma kjere dodatke bom dala noter v video, kje približno bom odrezala in zmontirala 2 videa skupaj. Po mojem mnenju je editiranje v bistvu ta najbolj zapleten del celotnega videoposnetka, ampak, kakor sem že prej rekla, ko se enkrat navadiš programa in tega vse lepo steče in ponavadi niti ni take panike, morate pa pač vedeti, da vzame dosti časa in da to pač ni narejeno v 15 minutkah. Ena punca na Instagramu me je vprašala, če nimaš primerne luči, kaj predlagaš, naravno svetlobo ali kaj drugega. Torej, definitivno je svetloba eden od tistih najbolj pomembnih vidikov pri planiranju in dejanskem snemanju videa. Če imate možnost, definitivno vložite vsaj v to frontalno luč, se pravi to, ki bo stala pred vami, ker naredi ogromno razliko. Če nimate možnosti nakupa te luči, dajte probati vsaj takrat snemati, ko bo dnevna svetloba, in pa seveda pred enim ogromnim oknom oziroma balkonskimi vrati, kakorkoli. Je pa pri temu problem, da se potem vedno zanašate na vreme. Tudi pri vremenu ni vsaka svetloba tista, ki je ta prava. Najboljša je difuzna svetloba, to je takrat, ko je v bistvu sonce skrito za tistimi belimi oblaki in je ta svetloba v bistvu najbolj moteča za naše oči, ker je toliko svetla, ampak je lih ta najboljša za fotke in pa za snemanje. Direktno sonce ne pride v poštev, kadar je pa vzuni, ne vem, bom rekla, hudo neurje, dež in tako naprej, je pa tudi pretemno, da bi videoposnetek lahko izpadel dober. Tako da, kar se tiče snemanja z naravno svetlobo, morate pač vzeti v zakup, da boste se pač mogli ravnati potem, kakšno bo vreme tisti dan, ko boste želeli snemati. Pri studijskih lučeh oziroma pri pač lučeh na splošno je pa pač vseeno snemate zjutraj, čez dan, zvečer, po noč, kakorkoli, ker vam bodo itak one dale zadosti svetlobe. Karkoli drugega pa jaz v bistvu ne vem, katera druga opcija bi bila, ker svetloba, kakor sem že prej povedala, je ekstra pomembna pri videu in naredi konkretno razliko. Tako da ja, jaz vam predlagam nakup luči, oziroma pač, če nimate možnosti, bo tudi naravna svetloba v redu. Ok, ista oseba je vprašala še, kaj je primerno za ozadje. Zdaj, kakor pri meni vidite, jaz uporabljam mojo belo steno. Enostavno se mi zdi to najbolj clean verzija, ki pač je pri vsakem videu, bom rekla, pač pride prav, oziroma za vsak video je primerna. Definitivno si želim v prihodnosti imeti različna ozadja, ampak ker je pač to ogromen strošek, da imaš več različnih metrov blaga, bom temu tako rekla, bom počasi investirala v različno ozadje. Pri tem seveda moraš imeti tudi nekaj, kamor boš obesil to ozadje.
Lahko imate za ozadje recimo kakšno luškano make-up mizico, pa pač se v bistvu tako, da jo imate za hrbtom, pač snemate proti njej. To je seveda pač na YouTubeu ful popularno tudi. Tudi jaz najrajš gledam videe, kjer imajo punce v ozadju metrsko blago. Tako da ja, no, jaz v bistvu bom tako rekla, pač sami se odločite, kakšno ozadje hočete imeti, sam pazite, da če boste snemali v kakšnem prostoru, pa pač bo ozadje odprto za vami, da ne bo kakšnih, ne vem, štumfov po tleh, ali pa da bo kaj razmetano, ali pa ne vem, da se vam bo kdo sprehajal v ozadje, ker je pač to vse en ful moteče za gledalce, tako da to sam imejte v mislih. Drugače pa navadna bela stena, jaz verjamem, da jo imate vsi doma, ne rabite veliko, tole je 1 meter bele stene, po moje, da imate vsi doma, kamor se lahko usedete v spredi in se pač tam posnamete. Ina je vprašala, kako reagiraš na negativne komentarje. Zdaj jaz bom tako rekla, nisem niti imela, bom potrkala, no, ampak jaz nisem niti imela toliko velik, nimam niti toliko velik izkušenj z negativnimi komentarji. Do zdaj se mi je zgodil, mislim, da samo 2-krat ali pa 3-krat, da so bili v bistvu spisani taki komentarji, da bi jih pač lahko označila kot žaljivke oziroma precej negativne. Je pa kako bi rekla, moje razmišljanje glede teh negativnih komentarjev je pa tako, da čim jim začneš posvečati pozornost svojo, je pač se v bistvu spustiš na njihov nivo in si zaključil, zaradi tega, ker ljudje, ki pišejo take stvari, ki si dejansko vzamejo čas iz svojega življenja, da napišejo nekaj grdega oziroma neprimernega, negativnega, žaljivko, če hočete, nekomu, ki ga niti ne poznajo, pod njihovo objavo, pač, kar se mene tiče, je pač to, sam kaže, da imajo dosti dolgočasno življenje, bedno življenje in pač jim nič drugega ne preostane, kakor da se znašajo nad drugimi. Jaz enostavno nimam časa v svojem življenju, da bi se ukvarjala s takimi ljudmi in takimi komentarji, tako da jih enostavno prezrem. Me ne prizadanejo, v bistvu se me niti ne dotaknejo, takole, čez eno uho not in čez drugega ven. Evo in še zadnje vprašanje, ki sem ga dobila v zvezi z YouTubeom na Instagramu. Ful so se ponavljala vprašanja, tako da sem jih v bistvu skrčila in strnila v en tak krajši video, če ne bi lahko tle 1 uro po moje ali pa 2 ure govorila samo o temu. Torej, zadnje vprašanje je pa bilo, kakšni so moji cilji za naprej glede YouTubea. Zdaj, čisto iskreno, jaz nisem kaj preveč razmišljala še o temu. Enostavno si rečem go with the flow, kamor me pač odnese, me odnese. Trenutno še vedno uživam pri snemanju vsakega videa posebej. Ne vem, enostavno mi je to hobi, mogoče tudi malo služba, no definitivno zavzame predvsej mojega prostega časa, tako da bi lahko rekla, da je že služba, ampak iskreno, kar se tiče zaslužka, to niso neki bajni denarci, to ni neka bajna vsota, no. Tako da ja, no, kakšni so moji cilji za naprej, bom tle pustila v bistvu prazen odgovor, ali kako naj rečem, enostavno ne vem. Hočem se pač prepustiti toku, kamor me odnese, kakršnokoli sodelovanje mi naslednji video ali pa kjerkoli pač prinese. Super, sem vedno vesela in to je to, no. Definitivno se ne pozabite naročiti na moj kanal, spodaj kliknite naroči se oziroma subscribe. Lajkite ta video, lahko mi tudi v komentarjih pustite svoje mnenje glede česarkoli je bilo pač danes povedano v tem videu. Mi se pa vidimo naslednjič. Hvala, da ste bili z mano. Čau!